Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zaradi gripe letno umre do 650 tisoč ljudi. 3 do 5 milijonov pa ima hudo obliko te bolezni. V Sloveniji je lani zaradi gripe umrlo več kot 160 ljudi, hospitaliziranih je bilo okoli 750 bolnikov. Zaradi novega koronavirusa jih je do 1. novembra umrlo že 363. 821 se jih zdravi v bolnišnicah. Da bi zmanjšali pritisk na zdravstvene ustanove, je letos cepljenje proti sezonski gripi brezplačno za vse. Obe bolezni, tako sezonska gripa kot COVID, imata v začetku zelo podobne znake, kot ste omenili. Slabo počutje, bolečine v mišicah in sklepih, povišana telesna temperatura, nahod, kašelj, zato jih je težko med sabo ločevati. Kar pomeni, da bo v naslednjem obdobju zelo težko prepoznavati, kdo ima, da tako rečem, samo gripo, kdo ima pa COVID-19. In to zna zelo obremeniti ne samo zdravstveni sistem, ampak celotno družbo in lahko že samo to zadošča za blokado brez življenja, brez vladnih ukrepov, samo na neobvladljiv način. Tako da je zelo smiselno, da se cepijo tudi tisti ljudje, ki se v preteklih letih proti gripi, sezonski gripi niso cepili. Po drugi strani pa na ta način tudi zmanjšamo možnost dvojnih infekcij, ki bi dodatno ogrozile posameznika. Kar se tiče samega cepljenja proti gripi, veliko se ve, dejansko prepreči bolezen pri mlajših, zmanjša, koliko je težka bolezen pri starejših, zmanjša hospitalizacije, zmanjša smrtnost, zmanjša infarkte pri ljudeh, ki imajo kakšno kronično bolezen srca. Zdaj, kar to vse pomeni, s cepljenjem bomo manj obremenili zdravstveni sistem, ki je že zdaj na robu zmogljivosti. Tako da vsekakor cepljenje proti gripi imamo, ga uporabljamo že veliko let. Zdravstveni delavci smo precej cepljeni, še posebej na infekcijski kliniki, pa na gastrokliniki lansko leto. Tako da dejstvo je, da cepljenje je varno. Jaz sem se cepil 2 dni nazaj, malo hitreje letos kot običajno, prav zaradi teh težav s koronavirusi. Tudi zato, da povemo, da to pač je pametna stvar in mislim, da je prav, da se vsi cepimo, kar se da. Vsi, ki ne bojo za tega rabili bolnice, bomo sprostili postelje za ljudi, ki bojo zaradi COVID-a rabili. Za sezono 2020-2021 je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja že maja naročil 270 tisoč odmerkov cepiva, kar je skoraj 100 tisoč več kot leto prej. Doslej je v Slovenijo prispelo 250 tisoč odmerkov. Predvidoma sredi novembra naj bi še preostalih 20 tisoč. Gre za cepivo francoskega proizvajalca Vaxigrip Tetra. Množični odziv za brezplačno sezonsko cepljenje proti gripi je presegel pričakovanja. Zato bodo imele prednost pri cepljenju rizične skupine, kronični bolniki, starejši od 65 let, nosečnice in otroci v starosti od 6 do 23 mesecev ter osebe z izjemno povečano telesno težo. Z izjemo otrok so to skupine, za katere je verjetnejši tudi hujši potek bolezni COVID-19. Tudi pri ostalih infekcijah so bolj prizadeti ljudje, ki so že bolni, se pravi starejši ali tisti, ki imajo kronične bolezni, to v vsakem primeru. Mlad organizem je načeloma bolj odporen, vendar kot zadnji podatki kažejo, imamo na intenzivnih oddelkih in na respiratorjih pri tej bolezni tudi ljudi v 40 letih, se pravi v najbolj polni dobi, ko bi lahko pričakovali, da se uspešno branimo infekcijam. Tako da tisti občutek, da sej za to boleznijo zbolevajo predvsem stari, nas ne sme zavesti, da se ne držimo varnostnih ukrepov. In pa seveda,
predvsem ne izpostavljajmo se po nepotrebnem masi virusov, da bo imel naš imunski sistem zadosti moči, da se jih obrani. Kar pomeni ponovno, predvsem pri respiratornih obolenjih so maske koristne, če so na obrazu. Na Ministrstvu za zdravje si kljub velikemu povpraševanju na svetovnem trgu prizadevajo pridobiti še dodatne odmerke cepiva proti gripi. Zato se, če se še niste, prijavite na cepljenje pri svojem osebnem zdravniku. In z odgovornim ravnanjem še naprej ščitite sebe in druge pred koronavirusom. Dajte si vi čuvati, v redu, vse to je dejansko edino, kar je potrebno. Če bi vsi mi upoštevali to, dajte se čuvati, dajte se razkuževati, dajte se izogibati, dajte imeti gor maske, dejansko ne bi rabo nič drugega narediti in to bi bilo bistvena boljša stvar za vse nas.